Cenjene obiskovalke in obiskovalci, drage ustvarjalke in ustvarjalci, prijazno pozdravljeni na zaključni prireditvi in podelitvi nagrad projekta Beri Deli, ki ga pripravlja založba Beletrina. Projekt smo začeli v letu 2020. V letošnjem letu pa je bil namen spodbujati oziroma razvijati pozitiven odnos do literature in branja med učenkami in učenci tretje triade na osnovnih šolah po celi Sloveniji, s čimer se je želelo prispevati k učinkovitemu razvoju bralne pismenosti pri mladih. K sodelovanju v projektu se je prijavilo 25 osnovnih šol in več kot 1000 učenk in učencev tretje triade. V začetku septembra smo razdelili 1415 kod za dostope do elektronskih knjig iz zbirke Zvezdna Beletrina. To so knjige Mali princ, Alica v čudežni deželi, Butalci, Pridi, mili moj Ariel in Ostržek. Ob tej priložnosti k besedi vabim urednico omenjene zbirke Anito Drnovšek. Spoštovani, ljubi mi, bralci, cenjeni mentori branja, dragi ustvarjalci, kreativci, pa še bi lahko naštevala. Spoštovani ne zato, ker tako, ko se v šoli učimo, zdaj stojim jaz na enem odru sred Ljubljane in sem v enem takem javnem govorniškem položaju, da vas moram nagovoriti spoštovani, ampak bi vam res rada povedala, večkrat poudarila, da to povem ne zato, ker je to uradno, ampak ker vas res spoštujem. In ker bi rada, da si to zapomnite, da ste nekaj izjemnega. Ker z vsemi prispevki, ko smo prej slišali, ki jih je prišlo preko 300, je žirija imela zelo, zelo veliko dela, zato si čist najprej na začetku prav sebi in vsem tistim, ki zdaj sedijo po šolah, pa imajo pouk, vi ste pa tukaj kot tisti boljši, ki ste nagrajeni, prav kakor šte na glas zaploskajte. Pa če nadaljujem v stilu to, kar nas še čaka, take slovenske, kako že uporniške poezije H2SO4, in kol si nisem mislila, da mi bo ta beseda tako všeč, ker nisem marala kemije, res. Vam moram še nekaj dati. Vi ste zame ene vrste uporniki, ki delujete s svojim ustvarjanjem. In jaz vam želim, da se tega zavedate, da ste drugačni, da ste edinstveni, da si upate izpostaviti z nečem, nekam nekaj poslati, da si upate med sabo sodelovati. Številne skupine, mislim, da kar dve od vas nagrajenih ste se povezali, kar jaz vedno tako zelo poudarjam. Dajte tisti, ki imate neke talente, povezujte si, upajte si nasloviti nekaj na založbo, upajte si nasloviti nekaj na neke ljudi, ki so vam po eni strani idoli, pa mislite, kaj so oni neki več, nič več niso, samo delajo tisto, kar bi vi tudi radi enkrat počeli. Upajte si biti. Pa če končam tako, z Malim princem pa z Lisico, ker ste ustvarjali na tej knjigi. Lisica je rekla, da pomeni domačiti, v bistvu stvarati vez. Jaz si želim, da bi taki dogodki v sodelovanju z založbo, strokovnjaki, kot je tukaj en profesor fakultete, ki danes zagotovo ne bo v tej vlogi, Masakič s svojim izgledom, tako kul izgleda. Jaz bi rada, da si upate torej udomačiti te vezi, pa da taki dogodki postanejo nam domači, vam pa naj srček bije, tako kot sami hočete, pa tako, če končam z Malim princem, kot je rekel, kaj, da uživamo v trenutkih, ki jih vidimo z očmi. Ne vidimo samo z očmi, ampak s čim? S srcem, ne? Uživajte v nadaljevanju. Čestitam. Hvala, gospa Anita Drnovšek, za te spodbudne in lepe besede. Na 6 osnovnih šolah po Sloveniji smo v okviru projekta Beri Deli izvedli interaktivne delavnice, na katerih so učenke in učenci aktivno sodelovali in preizkušali svoje bralne in besedne sposobnosti v didaktični igri Butalski spomin.
Predstavljen jim je bil način, kako se povezati med seboj in ustvariti računalniško animirano zgodbo. Pokrivali so se z različnimi klobuki razmišljanja, da bi se na zabaven način učili osredotočenega in poglobljenega znanja. Spoznali so tudi možnost, da po prebrani knjigi na drugačen način delijo med seboj svoje bralne izkušnje in v primerjavi z literarnimi junaki tudi svoje skrivnosti in občutke. Na delavnicah pa so se učenke in učenci ukvarjali s pomenom besedila in njegovo povezanostjo z ilustracijami, uporabljenimi v knjigi. Branje besedila pomeni tudi branje slik. Tema pogovora pa se je nanašala tudi na razmerje besedilo-slika, ter kako v današnjem svetu podob ločiti zrno od plev in prepoznati kvaliteto. Učenke in učenci so skupaj ustvarili preko 300 različnih izdelkov oziroma aktualizacij na prebrana besedila za mlade. Ustvarili so risbe, besedila, poezijo, stripe, animacije, grafike, računalniško igrico, plesno predstavo, razstavo in še mnogo drugega. Vabljeni, da si skupaj ogledamo nekaj izbranih aktualizacij. Vsaka čast. To je posebej še. To je ta zmagovalna, to je video, to je pa video, ja.
Ena izmed današnjih nagrad je tudi zbirka slovenske uporniške poezije H2SO4, pri kateri sta moči združila današnja posebna gosta. Literarni zgodovinar dr. Igor Saksida in ena najbolj prepoznavnih ustvarjalk na slovenski hip-hop sceni, Masaja. Antologija H2SO4 je celostna umetnina, saj prinaša 35 pesmi upora, ki je odmeval že v ljudskem slovstvu, potem pa se je prek poezije Prešerna, Jenka, Levstika, Gregorčiča, Cankarja, Kosovela, Kajuha, Minatija, Zajca, Šalamuna in drugih prenesel vse do danes, ko še kako živi. Preden pa razglasimo zmagovalce, nam boste pa malo več o zbirki povedala dr. Igor Saksida in Masaja. Najprej imam jaz eno vprašanje za gledalce. Če kdo od vas ve, kaj je to H2SO4? Še nimate kemije. Ta je težka, ta je težka. A pokažemo. H2SO4. Čakaj, en mladlenič je dvignil roko, evo. Prosim, še enkrat bolj na glas povej. HP pa 8 črke, ne. Malo bolj zakomplicirano. Je kemija, evo, čakaj. Bravo! Žveplova kislina. Točno to. Kako se kličeš? Evelina je imela prav, vsaka čast Evelina. Bravo, Evelina. Zdaj pa eno težko vprašanje za vaju. Zakaj pa H2SO4? Žveplova kislina. Najprej ti odgovori, pa bom potem jaz. Ko boste zelo hmalu brali Srečka Kosovela, mogoče ga kakšni že poznate po njegovi otroški poeziji, ki ste jo brali 10 let od tega, ko ste bili v 1. razredu ali pa v vrtcu, ampak ko boste brali tisto njegovo ostro, bolečo, včasih tudi cinično, kot rečemo, posmehljivo poezijo za odrasle, boste naleteli na 2 verza. Evropa umira, mazilite jo s H2SO4. Zdaj si predstavljajte, žveplena kislina ali žveplova kislina, kot se reče, je rekla Evelina, je ena od najbolj jedkih, se temu reče, nevarnih kislin. Če ti pade na roko, bo najbrž naredilo kar luknjo skozi njo, razžira. V razredčeni obliki jo boste našli, mislim, da v akumulatorjih tudi ali kaj takega, da se ni bistveno zdaj to. Skratka, ni se zaigrati z nečem, čemur se reče žveplova kislina ali H2SO4. In kako lahko pesnik napiše, da nekoga maziliš s H2SO4? To je tako, kot da bi rekel, da ga boža z žiletko ali kaj podobnega. Ampak včasih, boste videli, je treba na tem svetu koga tudi maziliti s H2SO4. Včasih je treba komu v brk tudi zabrusiti kakšno zmerljivko. Zmerjanje je tudi lahko način upora. Saj ste že v vrtcu najbrž poslušali Špela Marela na kahli sedi cajtenge bere pa fajfo kadija, ne? Ali pa gospod in gospa po cesti sta šla, gospod je zauriskal, se v hlače podriskal. In pesniki, tisti bolj odrasli in bolj resni, delajo to tako, da izrekajo upor zoper ta svet. Je pa zelo zanimivo, kako je Masaja razumela ta naslov H2SO4, ampak to bo pa že sama povedala. A veste kaj? V tem življenju je vedno tako. Eni so zadovoljni, da so potopljeni v ta hrupni svet, površnosti, videzov, cele dneve neki swipam, bi rekel Nipke, igram računalniške igrice, drugi so pa naveličani tega hrupa in se usedejo za kakšno knjigo, sami z verzi, svojo pametjo, svojimi čustvi, svojo jezo, svojo bolečino, svojo žalostjo, svojim veseljem, svojo ljubeznijo, z vsem tem in mogoče berejo poezijo, pišejo svojo in v tem smislu so uporniki, ker izstopajo iz površnega povprečja. Bodite uporniki, imejte v srcu H2SO4. Ja,
niti sploh ne vem, kaj da lahko pripomnem temu. Če lahko samo še malček bolj na glas daste mikrofone in publiki in nam na odru, da se malo boljše slišimo vsi skupaj. Upam, da me kaj zdaj boljše slišite. Se slišimo? No, super. Skratka, ja, kot je Saksida rekel, H2SO4 je žveplova kislina, ena izmed najbolj jedkih, taka, ki če bi rabili trupla, jo lahko skrijeste kar pod žveplovo kislino. No? Ampak skratka, ne samo to se skriva pod žveplovo kislino. Zakaj se meni je ta naslov toliko sovpadal s tem uporništvom in s tem, kar imamo zapovedati kot Slovenci, je zaradi tega, ker v bistvu smo kot narod, kot se boste rabili učiti, nažalost, in tudi vse to, kar je Saksida prej povedal o poeziji, vas bo čakalo čez par let na maturi, tako da jaz vam dajam samo to, kar sem jaz rabila lani delati, da veste, da se znaste pripraviti. Ampak skratka, kot Slovenci, upam, da se zavedate, da je za nami tudi ena taka zelo uporniška zgodovina. Karkoli je bilo v kjerkoli obdobju, smo se Slovenci marsikdaj rabili tudi prilagoditi. Nismo imeli svojega jezika, zato smo lahko ponosni, da ga zdaj imamo. Zato naša generacija rabi biti ponosna, da ga ima, da se lahko izražamo v tem, kar se lahko. In tako sem se jaz tudi pol povezala, no, s tem naslovom H2SO4. To je povezano s Srečko Kosovelom. Skratka, Kosovel je povedal v svojih delih dostikrat nekaj o tem, koliko zna biti družba tudi kruta do umetnikov, do drugomislečih. Ne rabiste biti pisatelji, lahko ste športniki, lahko ste politiki, delajte, kar hočete, samo delajte, kar delate s srcem. Verjemite v to, kar delate, ker noben drug ne bo tukaj sedel na odru in govoril namesto mene. Jaz rabim tu sedeti in govoriti vam. In prav tako boste vi rabili en dan. In žveplova kislina, H2SO4, je zaradi tega, ker Kosovel izvira iz krasa. Kaj izvira iz krasa? Vino. Na kaj smo Slovenci lahko ful ponosni? Na našo hrano in pijačo. In na kaj rabimo biti ponosni? Na to, iz kje prihajamo. Zakaj H2SO4 zacelite rane s H2SO4? Ker vino se lahko kliče tudi teran. Bolj specifično vino, ki prihaja iz krasa, iz kjer izvira Kosovel. Zato sem se jaz potem spomnila, zacelite rane s H2SO4, ker v bistvu lahko to jemlješ dvoumno in si rečeš zaceli te rane s H2SO4. Za vsakega, ki je kdaj kaj spil, kakšen kozarček, upam, da še niste vsi tle to spili, ampak en dan boste, prej ali slej, boste vedeli, da zna biti kislo in zna biti grenko, zna biti jedko življenje. In tudi marsikdaj, ko primeš tisti kozarec vina ali alkohol, zna biti jedko življenje, ki te tudi tolče, no? In ti da en razlog za prime ta glas vina in ga spiti. In upam, da ne boste še kmalu doživeli teh momentov in teh dni, ampak ko boste tam, se zavedajte, da smo bratje in sestre, da to, kar ustvarjam, je za nas vse. Mogoče se bo kdo našel in upam, da se najde v mojih poezijah in v naših pesmih. Zato, ker rabiste biti uporniki, ker rabiste verjeti vase. Zato, ker ne samo, da vam kri teče po žilah Slovenci, ampak vam teče H2SO4. Hvala. Masaja, zakaj pa uporniška poezija in kdaj si jo začela pisati? Pa jaz sem začela pisati pesmi, ko sem imela 10 let. Po mojem še kaj prej, ampak verjetno je tudi kdo tukaj, ki počne isto, kot sem jaz takrat. Uporništvo se mi zdi, da od nekdaj izvira, še posebej v hip-hopu, v rapu je uporništvo nekaj, kar je vedno bilo prisotno, to je tudi razlog, zakaj rap obstaja in zakaj sem se jaz noter našla, toliko stara, kot ste vi zdaj, ker ni bilo lih lepo doma, ni bilo lih lepo v šoli, smo vsi bili bullied kdaj, ne? In treba je vedeti, da rabiš biti sam svoj upornik. Kot sem prej rekla, noben ne bo sedel tukaj in govoril namesto mene in prav tako noben ne bo živel vašega življenja namesto vas. Tako da rabite, ne glede na koliko ste stari, jaz sem stara 21, pred kratkim bila 18, to mine tako, ko si enkrat 18. Tako da prosim, dajte verjeti vase, ker to je edino, kar vas žene in nas vse skupaj žene dalje kot ljudje. No. Hvala. Doktor Igor Saksida, kje sta se vidva našla? A ste vi njo našli ali je ona vas, da je prišlo do sodelovanja? To je zelo zanimiva zgodba. Meni je šlo odzmeri grozno na živce to, da tu in tam poslušam
Slovenci smo ubogi, mali narod, ogrožen in tako naprej, nič nimamo za pokazati, stisnjeni smo med velikanski germanski svet na eni strani, pa med verjetno madžarski na drugi, južnoslovanski na tretji in romanski na četrti, ubogi na prepihu, glavco po strani, srce na dlani, smilimo se samemu sebi in tako naprej. To mi je vedno dvignilo temperaturo H2SO4 v krvi na 200 stopinj. Prve zapisane besede ali natisnjene besede, bolje rečeno, so uporniške, levkup, boga gmajna, napisane na enem letaku. Slovenci imamo knjižni jezik, bi lahko tako rekli, več kot 1000 let, od brižinskih spomenikov naprej. Ravno zdaj, če ste kaj zasledovali, kakšne novice, so odkrili neke zapise števnikov, kot temu rečemo, v enih starih rokopisih in podobno. Skratka, lahko smo ponosni na svojo zgodovino, lahko smo tudi ponosni na svoje uporništvo. To, kar smo naredili med drugo svetovno vojno, ko smo prvi v Evropi, okupirani Evropi, izdali pesniško zbirko Mateja Bora Previharimo viharje, to je nekaj, kar kaže, da smo Slovenci trd, jasen, odločen narod. Ampak zdaj smo pri Masaji. Že predavam, sem pa že dolgočasim, ne? Ja, kar bravo, kaj si pokimali. Jaz sem se zato odločil, da bom naredil antologijo uporniške poezije od ljudske pesmi do sodobnih časov in ker sam zelo cenim kulturo hip-hopa, ki je sama po sebi uporniška, nastala je med ljudmi, ki so bili na obrobju družbe, v tako imenovanih getih v Združenih državah Amerike. Pisali so jih temnopolti mladeniči, ki niso mogli drugače preživeti svoje mladosti, kot z eno vinilno ploščo, kapo na glavi v prevelikih oblačilih in seveda s tem, kar imajo v srcu, to je sporočili. Mimogrede, poslušate kaj rap, da vidim, koliko kaj poznamo. Bom začel malo... Kaj poslušaš? Bolj miks pravi. Moj miks. A je kakšen drill gor? Ne, je, dobro, ok, ja, the best. Tudi slovenski hip-hop, slovenski rap je izjemno kvaliteten. Ne bom vam zdaj našteval, kaj je vse v njem, ampak meni se je zdela Masaja od vseh teh frajerjev na hip-hop sceni, kot ona pravi, še najbolj prodorna. Eni so taki, da rečejo, tako kot Andrej Rozman Roza piše, nič ne delam, sam živim, pa se kar naprej potim. Že od tega, da sem buden, sem iz dneva v dan bolj truden. Življenje je nevaren šport, jaz pa raje imam komfort. All inclusive safe paket, mama, pes in internet. No, Masaja ni taka, ne? Masaja ima zelo težko zgodbo za sabo, polno preizkušenj. Lahko bi končala, kakor bi rekel Trkaj, ona iz Ljubljane, vsako jutro zgodi, vstane, nadane, uhane in poje fruštek, ne? Skratka, lahko bi končala kot kakšno dekle, ki ima zelo velike in lepe Dolce Gabbana uhane, pa zato tem manjše možgane. Ampak ne, ona je šla po drugi poti, rekla je temu življenju ne. Kakšen fakiča vsem, ki nam nasprotovali so, je rekla, in je začela pisati, ustvarjati, delati. Evo je danes, 21-letno, na različnih platformah imajo njeni videi in njeni komadi tam nekje 1 milijon plus ogledov, pa najbrž sem premalo rekel. Album H2SO4 je bil nekaj časa najbolj poslušan album v Sloveniji, daleč pred vsemi Joker Out in to. Ne zato, ker se je šminkala, pa ker je svajpala, pa ker se je smilila sama sebi, ampak zato, ki je pisala. In popolnoma jasno je, da je bila ona pravilna izbira. Hvala, Masaja. Hvala, Saksida, lej, nimam kaj za reči. Mila, skaš ful preveč. Zdaj smo pa mi postali malo radovedni, a ne? A bomo kaj slišali? Ja, bom kar citirala, ker je toliko hrupno, da ne slišim dosti. Se mi zdi, da je najboljše, da vam kar povem malo lirik, ajde. Bomo se izbrali en komad. Povejte mi eno številko od 1 do 8. 8. Ok. Ukrepi. Na tem imam še najmanj besedila, v bistvu. V bistvu ste izbrali lih enega takega, kjer imam 2 gosta. Ste slišali za Vaca? Niste slišali za Vaca iz Ljubljane?
Za domačo nalogo posrfati, kdo je v AZZ. Treba pogledati zdaj, evo, dobro, čeprav jaz jim ne bom dajala domače naloge, ki verjamem, da imajo tega preveč, z mano se lahko zabavate, ampak v glavnem pejte se pozanimati, kdo je Vac, je vaš ljubljanski ustvarjalec, pridenje. Ampak skratka, evo 8. 8. komad na albumu H2SO4, ki je v bistvu del te knjige. Kaj je fora tega? Da tukaj imate v QR kodici dostop do komadov. To so naprimer komadi v obliki napisani na knjigi in potem, če to poskenirate, vas pelje do albuma. Smo se malo posodobili, ne? V glavnem 8. komad govori o ukrepih. In govori, sestre in bratje, enotnost je tista, ki rešila bo dan. To je ta glavni vers celotnega komada. In kaj hočem sporočiti s tem, je, da jaz verjamem, da ste zdaj še ful tekmovalni med sabo, punce, fantje, kdo je jači, kdo je bolj pameten, kdo je uno, kdo je lepši, kdo je višji, kdo je močnejši. Samo to pod kožo, res realno vam jaz povem, da nema veze, ker en dan boste pogruntali, da una tam je ful talentirana za neki in ti si ful talentiran za neki. Smo pametni, skupaj smo boljši, skupaj smo. Alora, dajmo skupaj stopiti in si pomagati med sabo. Na tem komadu v bistvu sta Vac in Slik glavna artista, za nek način bi lahko rekli. Ona dva največ repata. Jaz sem pa bolj vstopila na refren, no? Za tiste, ki poznajo, kaj pomeni komad, je en del, ki se repa in je vedno en del tudi, ki je refren. In skratka na refrenu govorim ravno o tem, kako tukaj sploh ni več debate. Brez veze nam ponavljate ene in iste razloge, od nekje od zgoraj dobivamo neka pravila, neka razkužila, neke maske na faco in zgubljamo tisti feeling, kaj pomeni biti friend, kaj pomeni biti kolega, kaj pomeni biti sošolec. Dejte si pomagati, dejte se ceniti, ne se toliko razlikovati, ne stojte iskati razlike drug med drugim, probajte raje iskati neko vez, ki vas združuje. Namesto da rečeš, Saks, jaz se s tabo ne bom pogovarjala, ker kaj pa ti veš, ti bi mi lahko bil že nono, ne? Namesto to, jaz in Saksida najdemo eno skupno točko. Moj tata in moja mama sta 20 let razlike bila in nažalost sem jaz svojega tatija zgubila pri 18 letih. Dosti blizu v vaši starosti. Verjamem, da mislite, da je 18 let še dosti daleč stran, ma ni, če ste 8. razred. In kar naenkrat se ti life spremeni in ugotoviš, da ljudje, ki so starejši, imajo neki ful za ti dat in prav tako imate vi neki ful za dat, ker na nas svet stoji, stari. Tako da dejte res, dejte se združiti in verjemte vase in noben ukrep iz nobenega parlamenta in iz nobenega učiteljskega zbora, se opravičujem učitelji, ne more ustaviti vas in vaše volje, ne? Lahko kličejo starše, pa naj oni rešujejo situacijo. V glavnem, to je to. Masaja, bova prebrala vseeno ukrepe. Ja, lahko. Lahko. Boš celo ti prebrala, ali da ti pomagam kaj? Pa bom prebrala samo refren, ker se mi zdi, da bo ful preveč informacij, če preberemo cel komad. No, pa dej. Ampak skratka, refren govori. Posodim ti srce in prosim, ne ga stret. Prevečkrat mi ta svet je pokazal svoj portret. Čemu se upiram? Čemu se mi ti upiraš? Zakaj me tako gledaš? Kaj res ne kapiraš? Saj vem, da ne veš. Vem, da ni smešno. Itak mi zbijajo samo zavest, ko gledam na tisoče slik in objav. Srečno. Umetnik je mrtev in shiran, ti pa še vedno le debatiraš, postavi se v kožo drugih, preden prepričanje tetoviraš. Če vse je tako super in cool na svetu, zakaj bi na vesti imel te proteste? Lahko pomenili bi se z lepo gesto, ma tega še sami žal ne veste. Da dodamo še to, ker verjamem, da je Štajercih ste tle, ste ne? Ja, ne? Imamo Štajerce. Kaj ste tu, čuj? Ja, no tale Štajerci, tale zadnji verzi, ki jih je Masaja brala, so verzi vašega rojaka po imenu Slik, SLICK, Velenčan.
Vse Velenje je tudi na Štajerskem, ne? Je, ne? Nisem še pozabil čist geografije, okej. No, tako. Hvala Masaji in doktorju Igorju Saksidi. Sedaj pa sledi težko pričakovana razglasitev zmagovalcev. Še prej pa spoznajmo strokovno žirijo, ki jo sestavljajo. Anita Drnovšek, učiteljica in urednica zbirke Zvezdna beletrina. Nina Bradič, učiteljica slovenščine. Damjan Stepančič, akademski slikar in ilustrator. Ter Sanja Struna, prevajalka in filmska kritičarka. Pravijo, če se ne motim, da ste imeli zelo težko delo, ker je bilo ogromno, veliko kvalitetnih izdelkov. Nagrade bosta podelili urednica zbirke Anita Drnovšek in Maja Papič, vodja projekta. Strokovna žirija se je odločila takole. Posebno nagrado za najboljši ustvarjalni potencial prejme aktualizacija Malega princa s senčnimi lutkami, osnovna šola Franceta Prešerna Kranj. Mentorici Ema Lapajne in Patricija Zbičajnik, učenka Nikolina Benič, ki prejme zbirko poezije H2SO4. Današnji Mali princ se sprehaja po sodobnih planetih, na katerih se srečuje z aktualiziranimi osebami, v pogovoru s katerimi se izražata srce in razmišljanje sodobnega otroka. Sodobni Mali princ sporočilno odslikava sodobno problematiko življenja ljudi in sveta skozi otroške oči na podlagi tematike klasičnega besedila. Čestitamo. Tretjo nagrado prejme aktualizacija Mali princ v verzih, osnovna šola Turnišče. Mentorica Neža Ritlop, učenka Julija Duh, ki prejme zbirko poezije H2SO4. Sodoben čas je čas hitrih sporočil, Instagrama in Twitterja. Za poezijo se je potrebno vzeti čas, poiskati sporočilo in ga razumeti. Zato je poustvarjanje učenke še toliko več vredno. Besedilo Mali princ v verzih v sebi nosi nekaj več, saj je odslikava gledanja srcem sodobnega otroka, ki je po branju klasičnega proznega besedila ustvaril pesnitev. Verzi so odslikava bogatega in izbranega jezikovnega izražanja, s katerim je izražena otroška domišljija tudi z ilustrativnim gradivom kot nekakšen minimalističen svet avtoričinega zemljevida lepote. Sporočilo na koncu pesmi pa od bralca zahteva metaforično interpretacijo, prav tako kot pusti pečat v srcu Mali princ. Čestitamo. In smo že pri drugi nagradi. Drugo nagrado prejme razstava Aktualizacija Butalcev, osnovna šola Hinka Smrekarja, Ljubljana. Mentorici Maja Miklič Premrl in Kristina Kompan. Učenke in učenci 7B in 8C pa prejmejo zbirko Zvezdna beletrina.
Pravi plakati, pamfleti imajo vedno naboj in kličejo po kritičnem premisleku in akciji. Taki so izdelki učencev, ki s skopimi, premišljenimi komentarji skupaj z minimalistično risbo zadenejo bistvo in nas od intenzivnosti kar prestavijo in šokirajo. Vzbujajo upanje, da je ta generacija znala nadgraditi trpko samoironijo v domiselen, odločen komentar sedanjosti. Le taki posamezniki, ki znajo nasloviti probleme, jih tudi uspešno premagajo. Čestitamo. A boste še eno odrepala ali gremo k prvi nagradi? Gremo k prvi nagradi. Prvo nagrado za najboljšo aktualizacijo prejme plesna predstava Alica v čudežni deželi, osnovna šola Hajdina. Mentorica Marija Meklav, učenke in učenci 8B, ki pa dobijo bralnik. Ključne besede za to delo so preprosto, učinkovito in odlično narejeno. Čeprav originalna zgodba kar kliče k pretiravanju v scenografiji, kostumografiji in maski, se je mlada ekipa držala prej omenjenih načel in uspela vzpostaviti ravnotežje, v katerem lahko različni elementi plesne predstave dihajo in se medsebojno dopolnjujejo. Izbor glasbene spremljave je na mestu. Koreografija pa istočasno privabi oko in omogoča, da je dogajanje v prizorih razvejano in kratkočasno. Čeprav je izdelek po naravi plesna predstava, zaradi uspešnega in gladkega prehoda med kadri in dobre zvočne ureditve, odlično deluje tudi kot plesno glasbeni videoposnetek. Vse splošno kvaliteto dodatno utrjujejo še sproščeni nastopi otrok, ki so v svoje delo uspešno vnesli toplino in zadeli eno od ključnih not čudežne dežele. Ves ta nesmisel je čudovito zabaven. Čestitamo. Vsem nagrajenkam in nagrajencem ter njihovim mentoricam iskreno čestitamo in vam želimo še veliko bralnih in ustvarjalnih užitkov. Masaja in dr. Igor Saksida, hvala, da ste bila naša gosta. Lep dan še naprej. Hvala vam, uživajte.